Dobrodošli vsi, ki ste se odločili, da ta večer namenite pomembni temi oziroma da podpremo našega mladega Posavca Roka Mrviča, ki je za nas pripravil predavanje z naslovom Življenje s folklornimi obrazci in je naš drugi gost v našem programskem ciklu oziroma novosti, ki smo ga zelo tako enostavno poimenovali Posavje diplomskih in raziskovalnih nalogah. Pri čemer Posavje jemljemo zelo široko. Se pravi, ne samo Posavje, da je obravnavano v teh diplomskih in raziskovalnih nalogah, ampak seveda, da te naloge, da te teme so obdelali, jih odpirajo tisti, ki so povezani z našim območjem. Ali direktno so zrasli v njem, ali pa so kakorkoli drugače povezani z nami. Cikel oziroma ta program pa je namenjen predvsem mlajšim raziskovalcem, mlajšim diplomantom, ker si v Posavskem muzeju želimo Brežice, da kljub temu, da pač odhajajo v svet in da najbrž bojo v veliki meri morali iti v svet in najbrž tudi ostati v tem svetu, da ostanejo tudi nekako del našega območja in da tudi so del našega muzeja, da jih lahko povabimo, da jih mogoče poznamo, vsaj po imenu, da približno vemo, kaj počnejo brez kakršnega koli pričakovanja, da bi morali, ne vem, imeti kakšnih obveznosti do nas, ampak da vzpostavimo nekako sodelovanje in da si na teh poteh, ki jih ubiramo, pomagamo. Zdaj, danes je gost Rok Mrvič, ki je sodeloval že v projektu Toporišičevo leto oziroma je pomagal pri eni izmed posvetov, mislim, da je bilo to 2 leti nazaj, Rok, ki smo ga imeli skupaj z to široko zastavljeno ekipo, ki jo je skupaj zbrala civilna pobuda, spomin na akademika doktorja Jožeta Toporišiča. Vem, Irena, da ni akademik, ampak jaz sem vseeno v tej civilni pobudi v imenu, je pač doktor Jože Toporišič. In seveda ta akcija se je začela že leta 2014, no potem pa skušamo nekako to ves čas tudi vzdrževati. Žal nam razmere niso omogočile, da bi lani izpeljali en dogodek, ampak verjamem, da pa letos bomo oziroma bomo tako. Ampak ne glede na to, smo lahko rekli veseli, da se malo k nam vrača Boštančan Rok Mrvič, se pravi, osnovno šolo je obiskoval v Boštanju, potem v Brežice prihajal 4 leta na gimnazijo in leta 2017 zaključil prvostopenjski študij slovenistike in rusistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in potem nadaljeval študij na obeh magistrskih programih, tudi zaključil ta študij leta 2020, to se pravi mladi magistrant, ki je od oktobra 2020 zaposlen kot mladi raziskovalec na področju slovstvene folkloristike in njegova mentorica je tudi danes z nami tukaj, je tako? Sem jo prej videla, Barbaro, ja, prosti, malo si zamegljena, Ivančič Kutin je njegova mentorstva, docentka, doktorica na Inštitutu za slovensko narodopisje, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila tudi partner v tem projektu Toporišičevo leto in vpisan je tudi na doktorski študij podiplomske šole, že poimenovane ustanove ZRC SAZU, kjer pa je njegova pedagoška mentorica, docentka dr. Saša Babič. Je tako, ne? Tako, pridobil je tudi zelo prestižno štipendijo oziroma je postal v lanskem šolskem letu, akademskem letu 2019-2020 del 16. generacije Škrabčevih štipendistov, se pravi, to je povezano z Hrovačo pri Ribnici, z velikim jezikoslovcem, Škrabcem, tam je tudi njegova rojstna hiša. Istega leta, no pa da ne bomo zdaj Škrabcu, takoj zatavam, istega leta pa je s pridobljeno štipendijo programa Erasmus+, svoje znanje poglabljal tudi na Inštitutu za slavistiko Ruske akademije znanosti v Moskvi, se pravi ta študijski obisk. No in zelo smo hvaležni, dragi Rok, da ste se odzvali na našo pobudo in da je to aprilsko srečanje imamo z vami in jaz bi zelo
rada zdaj kar zaključila, predala besedo vam, da nam predstavite, kaj ste pripravili in potem seveda, da imamo možnost tudi za naša mnenja in vprašanja. In hvala vsem, da ste prisotni, pozdravljam vse na Facebooku in predajam besedo Roku Marviču. Ja, hvala za besedo, pa za tole predstavitev. Jaz bom zdaj že kar delil svoj zaslon. Takole, upam, da se v redu vidi. Tako, ja, življenje s folklornimi obrazci, to bo danes tema, ki jo vam bom predstavil. In sicer, tukaj smo dve stari, sicer folklorne obrazce, ki jih bom takoj predstavil podrobno, po drugi strani pa življenje. In sicer s tem naslovom želim pač predstaviti te jezikovne enote in sicer njihovo to organsko tkanost v naš vsak dan. Bom pa pač seveda uvodoma predstavil, kaj so obrazci, komu so najbolj zanimivi, se pravi, kdo smo tisti raziskovalci, ki se z njimi ukvarjamo, ki jih preučujemo, in pa seveda, kaj vse ta izraz sploh obsega. Tako da se bomo majčkeno sprehodili po gradivu, po različnih pač področjih, skupinah folklornih obrazcev. No, na koncu bom pa še čisto na kratko orisal, kakšna je raziskava, ki je trenutno v pripravi. No, seveda, Posavje je nekako, če se seveda osredotočim na Posavje, pač večina gradiva danes bo posavskega, Posavje je narečno, se pravi, če pogledamo jezikovno, kako je členjeno, je to območje pravzaprav pokriva več podnarečij, posavskega narečja in pa še seveda kozjansko-bizeljsko narečje. No, zdaj, upam, da se kurzor moje miške vidi v redu, in sicer na tej sliki bo mogoče bolje vidno. Najsevernejši je zgorsko-trboveljski govor, ki spada k posavskemu narečju, čeprav gre že pravzaprav za savsko območje. Na vzhodu meji na laški govor oziroma laško podnarečje. Najobsežnejši del Posavja sodi k sevniško-krškemu podnarečju, ki pa pravzaprav po celotni vzhodni meji na kozjansko-bizeljsko narečje. Pravzaprav nekako, ko govorimo o pač Posavcih, o posavski jezikovni identiteti, narečni identiteti, največkrat govorimo o sevniško-krškem podnarečju pa kozjansko-bizeljskem narečju. Torej, folklorni obrazci z tega območja, oziroma preučeval bom širše z območja celotnega slovenskega jezikovnega prostora, ampak kaj sploh so folklorni obrazci? Torej, gre za jezikovne enote, za katere je značilna kračina, strnjenost, torej ponavadi govorimo o eno ali pa več besednih enotah. Njihova pomembna lastnost pa so retorične figure in tropi. Torej, čisto poenostavljeno, to pomeni, da pravzaprav govorimo o enotah, za katere so značilni pomenski prenosi in pa neka posebna oblika, ki jih loči od vsakdanjega govora oziroma od izjav in pač drugih oblik vsakdanjega govora. Torej, posredno oziroma neposredno s tem je povezana estetska funkcija, ki jo imajo ti obrazci v komunikaciji, in imajo pravzaprav lahko več funkcij, recimo poleg estetske tudi vzgojno. Ta bo zelo poudarjena recimo pri skupini vzgojnih folklornih obrazcev. Za vse obrazce je značilna estetika istovetnosti, torej da je njihova estetska norma na videz nespremenljiva. Vse obrazce obravnavamo kot del komunikacijskega procesa, lahko pa so pravzaprav tudi del večjih folklornih enot. Zdaj, celotno to skupino tvorijo, gre za v bistvu zelo raznoliko skupino, samo vrščamo pozdrave, voščila, delovne vzklike, kletvice, zmerljivke. Potem pri mogoče take najbolj, bom rekel, v preteklosti najbolj izpostavljene, največ pozornosti tudi v javnosti in stroki so bili deležni pregovori, pa tudi uganke, šale, nasploh vsi ti humorni vzorci, ki se kažejo skozi obrazce, pa zagovori, uroki, folklorne molitve in še bi lahko naštevali. Posebno podskupino tvorijo otroški folklorni obrazci, torej tisti obrazci, ki jih uporabljajo otroci
v svoji komunikaciji, tukaj ponavadi, tudi v igri seveda. Gre za števanke, otroške zbadljivke, lomilce jezika, torej angleško tongue twisterje in pa uganke otroške. Veda, ki se ukvarja s proučevanjem folklornih obrazcev, je slovstvena folkloristika, ki širše raziskuje slovstveno folkloro, torej umetnost govorjenega jezika, ki skupaj z literaturo sestavina besedne umetnosti. V preteklosti smo se pravzaprav srečevali z skupom nekih izrazov, to so bili ljudsko slovstvo, ustno slovstvo, tudi narodno ljudsko blago se je zbiralo, recimo, ko so zbirali pregovore že nazaj, recimo v 19. stoletju, pa tudi ljudska književnost, ampak nekako ta uveljavljen strokovni torej termin znanstven, s katerim pač operiramo pri svojem delu, pa je slovstvena folklora. Širše, spravi, če govorimo o večjih, obsežnejših enotah, torej ne o folklornih obrazcih, ampak o večjih enotah, govorimo o folklornih pravljicah, povedkah, spominskih pripovedih, anekdotah. To je mogoče že nekako bolj prisotno v tej, v zavesti naši, torej, ko pomislimo na pač neko folkloro, imamo ponavadi v mislih te razne pripovedi, legende, mite in podobno. No, folklorni obrazci znotraj te raznolike skupine predstavljajo pravzaprav skupino najmanjših enot. Dve drugi področji, ki se pravzaprav tudi zelo zanimata oziroma katerih pomemben predmet proučevanja so tudi folklorni obrazci, sta etnolingvistika, torej področje, veda, ki proučuje odnos med jezikom in kulturo, ter različne načine, skozi katere etnične skupine dojemajo svet. Torej ta povezanost jezika in kulture, preplet njun, in tako kot je pač prepleten ta predmet, ki ga preučuje, uporablja tudi metodologije, tako jezikoslovja kot etnologije. Gre za nekakšno simbiozo v proučevanju. Sorodna pa je tudi lingvistična antropologija, druga veda, ki pa raziskuje komunikacijo, tudi vpliv jezika na družbi, in pa različne družbene identitete in pripadnost, ki se izraža skozi jezik, kulturna verovanja, ideologije in podobno. Začenjam že kar s prvo skupino folklornih obrazcev, to so pozdravi oziroma pozdravi in odзdravi. Pri vseh skupinah folklornih obrazcev so ključnega pomena okoliščine, torej v kakšnih okoliščinah, torej kdo, kdaj, kako uporablja nek folklorni obrazec. Razlikujemo seveda tukaj ogromno dejavnikov, a je to nek pozdrav v 19. stoletju, pozdrav danes, gre za formalni ali neformalni položaj, torej ko uporabljamo doma v družini ali recimo v šoli, pač v nekem uradu. Ločimo jih lahko tudi glede na izvor, recimo gre za slovenske, torej izvorno slovenske, ali so to neki podedovani obrazci, mogoče tudi prisotni v drugih slovanskih jezikih, morda so prevzeti, da so pač neslovanskega izvora. Lahko gre za neke ideološke obrazce v določenem zgodovinskem obdobju. Tukaj je verjetno najbolj znan tak tipičen primer, ki se navaja, dvodelnega pozdrava oziroma pozdrava in odzdrave, smrt fašizmu, svoboda narodu, recimo, ki je bil zelo pogost v določenem zgodovinskem obdobju. Potem imamo tudi recimo pozdrave znotraj interesnih poklicnih skupin, nasploh tudi širše socialnih skupin, planinski dober dan, gozdarski srečno, ti so znani. Moramo pa pri vsem upoštevati, da pozdrav je vedno izraz dobre želje tistemu, ki ga srečamo, torej vedno ohranja ta pomen. No in recimo ob srečanju, značilen posavski Bog daj, potem lahko z dopolnilom Bog daj srečo ali pa sreče, odvisno, v posavskem narečju imamo obe obliki. So pa seveda tudi prisotni zdravo, živjo, konec koncev tudi udirajo na posavskem srečanju, čau in podobno iz drugih narečij. Sicer pa dobro jutro, dober dan, dober večer, vsi so lahko z elipso oziroma z izpustom, krajšani na jutro, dan, čer, in pa ob slovesu, pač ti znani nasvidenje, adijo,
ajde Bog, recimo, ne, in podobno. Torej, ta elipsa, ki sem omenil, je pač pomemben pokazatelj te racionalizacije jezika, se pravi, da se vedno poskuša jezik nekako čim bolj ekonomično ohranja te čim bolj, kar se da, ekonomične oblike, torej čim več povemo v čim manj časa oziroma s čim manj besedami. Torej, pozdrav bi lahko zaželeli tudi recimo želim vam dober dan, bi lahko bil celoten kot pozdrav in bi povedali popolnoma enako, kot če bi povedali samo dan. Tukaj se kaže ta ekonomičnost in pogosto se pri obrazcih zgodi, da se postanejo že tako pravzaprav skrčeni, ta oblika tako ukleščena, da pravzaprav celotno ne poznamo več. Pri pozdravih velja omeniti še različne dodatke, ki jih dodajamo tej prvotni želji, recimo, ko se poslavljamo, recimo še srečno pot ali pa samo srečno, lep dan še naprej in podobno. Recimo v lanskem letu bil pogosto ostanite zdravi, ne, pazite nase in podobno. Kot sem prej omenil, pomembne so vedno okoliščine, sicer recimo, ko se poslavljamo, se mogoče ta obrazec spremeni, ko se denimo naslovnik odpravlja na daljšo pot. V nekaterih narečjih je, za posavskega mi ni znan, mogoče bo kdo vedel danes od gostov, od poslušalcev, ampak recimo v okolici Škofje Loke vem, da so bili recimo zabeleženi pozdravi oziroma ob slovesu neki obrazci, ki so bili posebej prilagojeni samo za priložnosti, ko se je nekdo odpravljal na daljše poti, recimo, ne vem, v Ameriko, ko so emigrirali Slovenci in podobno. Ta skupina je posebej ima izrazito prehajanje v splošno frazeologijo, te neke splošne prenesene izraze v narečju, recimo tako se adijo pojavi v frazemu roka pa adijo, sploh ko se sklepa kupčijo, za koga rečemo še dober dan ne reče, torej namerno ignorira, ali pa recimo tukaj v narečnem zapisu in dober dan reči, torej tukaj pa ne pomeni, da gremo do nekoga in mu rečemo dober dan, torej dobesedno, ampak pomeni, da gremo na kratek obisk. Praznični obrazci in pozdravi, to gre pravzaprav tudi za eno ogromno skupino in vidimo, da gre pravzaprav ali o posebnih praznikih, ko je pač ta vse najboljše, najbolj pogost, najbolj razširjen, do recimo rešte se dan se tepešen dan, ne, ta je bil recimo zabeležen v okolici Krškega. No, glede pozdrava Bog posavskega, ne, tu recimo sta dve najbolj razširjeni teoriji v hrvaškem etimološkem slovarju. Se pravi, prva je, da gre za, tako kot sem prej omenil, elipso, pozdrava Bog daj, ali Bog s tabo, se pravi, in teh podobnih pozdravov, ki izhajajo iz dobre želje, da te Bog spremlja, da te varuje, torej z drugimi besedami, da ti je sreča naklonjena, ali pa drugega, torej da gre iz avstrijske oziroma iz nemščine, iz avstrijskega pozdrava mein Bücken, torej moj poklon oziroma nekaj v smislu kot klanjam se, torej izraz spoštovanja. Mislim, da se večina jezikoslovcev, da se bolj nagiba k prvi teoriji, ampak ni pa pravzaprav nobena od njiju pač zares potrjena, sta pa najverjetnejši ti dve, no. Tako, no, prej sem omenil ob praznikih, in tukaj vidimo eno zanimivo situacijo opisano v seminarski nalogi Katarine Brglez iz leta 1999, z naslovom Šinkite, boter šinkite. No, in iz te naloge sem vzel primer, ko nek informator opisuje, gre za situacijo v 20 in 30 letih, torej med obema svetovnima vojnama, se pravi 20. stoletja, ko je šel informator, ki je pripovedoval to zgodbo, po nekih opravkih in pravzaprav ni vedel, kateri pozdrav je primeren tisti situaciji. No, in če pač preberem ta odlomek, pa je šel ta nadučitelj, torej šlo je za birmanskega botra, osebe, ki pripoveduje,
dol po vasi, mene je pa ate nekam poslal, ne vem kam, pa ga vidim, da gre. Jezus, Marija, kaj pa zdaj? Kako ga naj pozdravim? Jezus, Jezus, ni mi prišlo nič na misel, kako ga naj pozdravim, tako sem se ga bala. Gre za informatorko popravek, ker je bil tako strog, strašno strog. In prideva skupaj, hvaljen Jezus sem ga pozdravila. On je šel pa k nam, ali so se morali smejati, ko je to pri nas doma povedal. Se mi zdi, da je to najlepši, najboljši pozdrav. Torej, informatorka pove, da tukaj pravzaprav izraža to, ta dvom, kateri pozdrav uporabiti za botra, ki se ga tako zelo bala. Zato se je odločila pa za pozdrav, ki je nekako najbolj čislen, kadar se pozdravlja seveda duhovnika, ne. In zato ga je pozdravila kot duhovnika, kar je seveda potem kasneje doma po pripovedovanju vzbudilo precej smeh. Ampak seveda tukaj že vidimo nek kontekst, ki recimo otrokom danes ne bi bil prav nič blizu, ne. Vidimo pravzaprav ta skup zgodovinskih okoliščin in te tradicije pravzaprav, torej odnosa botra, odnosa z botrom in pravzaprav vsega, kar ta odnos narekuje. No, naslednja skupina obrazcev so vabni in odganjalni klici, gre vedno za obrazce na relaciji človek-žival. Torej, vabne klice uporabljamo ljudje, ne vem, najpogosteje z domačimi živalmi, ko kličemo živali v skupinah. Lahko so onomatopejski, torej posnemajo zvok oglašanja živali, pi, 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 ko, 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 čip, 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 recimo, ne. Lahko pa so del poimenovalne besede za to žival. Za zajce, zaj, za zaj, za prašiče, čun, čun, čun in podobno, ne. Teh je pravzaprav ogromno. Tako kot pač obstajajo vabni klici za privabljanje živali, obstajajo klici, ki jih odganjajo. Tukaj so zelo raznoliki, izgini, marš, šic, šic, bo šel domov. Običajno gre za odganjanje mačk in psov od recimo domačije, ne, ta je bil najpogostejši recimo na terenu izpričan. Lahko je pač opremljen vsak odganjalni klic še z neko podkrepitvijo. Tukaj vidimo tudi na rečnem zapisu marš domov, sem rekla, z boštanskega območja, torej z mojih koncev, ko se pravzaprav vedno žival pošilja tja, od koder se je vzela. Tako bomo videli potem z eno zanimivo vzporednico pri kletvicah tudi, ki je omenjala Saša Babič. Torej, žival pošiljamo tja, od koder je prišla, torej k njenemu gospodarju, ne. Ponovno so pomembne okoliščine, ki jih ločimo glede na žival, ali zdaj gre ta žival sama, je v skupini, gre za hišnega ljubljenčka. Te so že v bistvu mlajši obrazci, ne, ker prej recimo nekih posebnih domačih oziroma hišnih ljubljenčkov ni bilo. Ali gre za domače živali na kmetiji, kar je najpogosteje, ali pa za divje živali v naravi, kar je pa pravzaprav precej redko, ampak tudi obstaja, recimo od murenčkov do, ne vem, veveric, zajčkov, podobno, ne. Tukaj govorimo predvsem o obrazcih, ki jih uporabljajo otroci. No, naslednji pa so delovni vzkliki. Ti so pa pravzaprav zgrajeni v dveh relacijah, ali so vzkliki od človeka za človeka ali pa od človeka za žival. Pri delovnih vzklikih med ljudmi je vedno treba upoštevati pri preučevanju specifiko obrti, za kakšno opravilo gre. Tukaj imamo naštetih neki primi, obrni, zavrti, potegni, vstavi, pač popolnoma odvisno. Ponavadi so tudi zelo podrobno pač stroga hierarhija je med njimi vzpostavljena, ker je pač jasnost ukazov pri delu zelo pomembna, ne, da slučajno ne pride do kakšne nesreče. Zanimivo je, da ti izrazi, ki so pravzaprav, oziroma obrazci, ki so najbolj razširjeni po slovenskem jezikovnem prostoru, to sta ajde in pa halt in horuk, da so nobeno teh ni slovenskega izvora. Recimo ajde, verjetno preko južnoslovanskih hrvaščine kot jezika, hrvaških narečij kot narečij v stiku s posavskim, je prevzet, je prvotno pač turški, podobno hajde, hajdi, halt, horuk pa sta oba seveda nemška. Te obrazce lahko pospremimo še neko odštevanje, ki sto pač poskrbi za sinhronizacijo pri delu. Je pa seveda pač pomembno tukaj upoštevati celoten sistem podajanja navodil in ukazov.
Spet je zanimiv primer, kako nek obrazec prehaja iz tega delovnega okolja v širšo splošno komunikacijo v narečju in tako recimo, kjer se je pač delovni ukaz horuk izgubil, je pa ostal recimo frazem, torej spet nek ta izraz, narediti nekaj na horuk, torej pomeni narediti hitro, površno, sprav, da delo ni kakovostno opravljeno in je pravzaprav razširjen ne samo pač območju Posavskega narečja, ampak tudi širše. Tudi v Hrvaškem Zagorju je zelo dobro znan. Delovni vzkliki pa so seveda ne namenjeni le ljudem, ampak tudi živalim. Zdaj, če gre za pašno živino, gre pravzaprav za vabne klice, ker živina ni s človekom udeležena v nekem delovnem procesu. Tako se recimo krave poziva hajde, gremo, dejmo. Za ukazovanje delovni živini imamo pa pravzaprav zelo natančne ukaze, zdaj levo, desno, dvig katere noge, kako se ne ta živina razvrsti. In recimo Enja Smrdel v razpravi Zvok besed, glas zvokov za Posavje zabeleži tele ukaze, recimo za naprej, ale, gremo, potem tako za ustavi kot levo, desno in pa za nazaj. To so v bistvu vsi prvi primeri, ki jih tole vidimo po posameznih vrsticah navedene. Vidimo, da so pravzaprav v marsičem podobni z zasavskimi. Tako. No, naslednja bolj zabavna skupina obrazcev so šaljivi in pivski obrazci, sem seveda tudi zdravice. Ta skupina je spet zelo raznovrstna, gradivo bo pravzaprav šele povedalo, kako oblikovati natančno klasifikacijo. Zraven sodijo vzkliki, komentarji, napovedi, recimo med takimi splošnimi komentarji z jasno pač neko humorno funkcijo. Recimo, imamo tako močno vodo, kaj moramo z vinom rečiti, pa me tako zebe, da se komaj tresem, pač ta jasna ironija, ali pa recimo tudi z našega boštanskega območja, takole bom povedal, pa nič se nam zlagal in potem pravzaprav nadaljuje govorec z nečim, kar je pravzaprav očitna neresnica. Sprav, imamo jasno to ironičen odnos vzpostavljen med enim delom izjave in drugim. Vse bolj raziskana, bom rekel, skupina so šaljivi odgovori. Z njimi se ukvarja Matej Meterc, recimo jezikoslovec, in vidimo tule nekaj primerov, ko prvi govorec reče, pa Bog plače, pa reče drugi, ne, vi kar dajte, pa se pa jim zmenite, ker ste si bolj blizu. Ali pa recimo, kje si pil? Informator je to recimo mi opisoval, ko je pač prišel z gostilne in ga je žena vprašala, kje si pil, torej v kateri gostilni, in je odgovoril en prst pod nosom. Torej spet nepričakovan odgovor, torej odgovor, ki ustreza tistemu vprašanju, ampak popolnoma drugem kontekstu. Podobno vprašanje so, kaj je novega, še starega je zmanjkalo, ponavadi mišljeno vino. In pa recimo, pelj me se bom dal za bencin, in v drugi odgovori, vrici ga nali, pa se pelj. To so taki pač šaljivi odgovori. So pa tudi recimo vprašanja, ki imajo pravzaprav strukturo retoričnega vprašanja in pravzaprav odgovora ne predvideva. Tako vprašanje recimo, ki spijo, te ne vkradejo. Ob nazdravljanju pa seveda pač poznamo različne pivske obrazce, tudi zdravice, najpogosteje s krajšimi čin na zdravje, pa daljšimi, recimo na boštanskem zabeležen duša bejž ploha gre, torej neka napoved, duši naj se umakne, ker bo pač govorec spil kozarc vina. Druga večja skupina so vljudnostni in vzgojni obrazci. Te uporabljamo v različnih okoliščinah, recimo objedi najpogostejši, se pravi, ko so govorci zbrani za mizo, se pač uporablja dober tek, ne vam tekne, recimo starejši izraz, oziroma starejši obrazec, ki ima pač jasno predvideno repliko, je Bog žegnaj, Bog klonaj, oziroma Bog žegni, Bog kloni. Potem pa recimo ob kihanju na zdravje,
ali pa recimo Bog pomagaj, ne. Potem pa seveda tudi obstajajo številni odzivi na fiziološke dražljaje. Zdaj, ponavadi so ti fiziološki dražljaji nezaželeni sploh v javnosti. Če nekdo, se pravi govorec zeha, je recimo eno teh pač z jasno izraženo funkcijo, neko vzgojno, odziv tako zehaš, kad je vrid vidim, kaj si jel, ali pa v prdenju, kdor ga zoha, ta ga spohate, so recimo sploh med otroci, ne, zelo razširjeni, ali pa recimo ta najprej zdravje, potem kultura, ne, ali pa pol kultura. So pa številni ti obrazci uporabljeni tudi na relaciji odrasel govorec, otrok, se pravi odrasli in otroci. Recimo, ko otrok grdo govori, se reče, da se pač treba usta z milom umiti, ali pa ko pade otrok, se reče, da je zajčka ujel, da se nekako omili situacijo, da se prepreči ta jok, in potem recimo, če neka rana, se reče, da do poroke bo že v redu. Ker recimo otrok ne želi še spati, ker pač ni utrujen, se reče, da se gre miško poslušati, pa se ga potem recimo pripravi do tega, da je tiho, da čaka, kdaj se miška oglasi, kdaj pride, in pravzaprav ga tako nekako zazibamo v spanec, ne. Znan je tudi ta prijedi, ne, obrazec biti zlata ptička. No, nisem pa prej recimo do nekih teh terenskih prvega gradiva zbranega na terenu, nisem vedel, da obstaja tudi črna vrana oziroma osrana vrana. Teh nisem še zabeležil na posavskem območju, no, mogoče bo kdo, je komu znano od danes prisotnih. Naslednja večja skupina so zbadljivke in zmerljivke, imenovane tudi psovke. Tukaj imamo več kriterijev za razvrščanje. Tudi pri ostalih skupinah omenim pač le nekatere kriterije, ne vseh, po katerih bi lahko razvrščali, predvsem pač mogoče najbolj očitnejše ali pa najbolj zanimive. Zdaj, pri zbadljivkah in zmerljivkah je pomemben odnos, kdo je naslovnik. Torej, gre za skupnost, pripadnike skupnosti, ki jih z nečim zbadamo, ali gre za posameznika. Zdaj, od tega je seveda s tem povezana motivacija. Zdaj, a gre za telesne značilnosti, je imela nos, ki bi ga lahko v šajtrgi peljala, ali sposobnosti, lepo poveš, samo te je težko poslušati, gre za vrednote, in konj je glih navadil stradati, pa je crknil, konj, ne. Ali gre tukaj čisto za neko identiteto, ne. Ta primer je v bistvu zabeležen, prejšnji trije z območja Pišec, ta zadnji pa povezan z identiteto je pa pravzaprav z območja Šentruperta, torej gre za že skrajni zahodni rob posavskega narečja. To je tisti del, ki pravzaprav ni več pri sevniško-krškem podnarečju, ampak trboveljsko-zagorskem. In tam je bilo znano, da so se pač otroci obkladali, glede na to, kakšen je bil slušni vtis njihovega narečja, kako so govorili v svojem narečju, so se v Šentrupertu norčevali iz prebivalcev Ravn nad Šentrupertom, ki pravzaprav so že na sever pravzaprav usmerjeni proti Zasavju, ne. So se drli hrips, krhan, pipt, nazaj pa Poljska, vrana, podrepamo srana, ne. Torej, gre za te narečne značilnosti, to akanje recimo dolenjsko, ne, ker Šentrupert pa že sodi pod vzhodno dolenjsko. Tako je, pardon. In ja, tukaj imamo več ravni. Zdaj, gre za narečni govor, torej na ravni govora, ali pa na ravni pokrajinske pripadnosti. Tukaj pa je v bistvu še ena večja skupina, zelo zanimiva za Posavje, ker gre pravzaprav za razlikovanje s tisto starejšo pokrajinsko razmejenost na Kranjsko in Štajersko, ne, ki jo ločuje Sava. In tukaj vsi vemo, da je pač to en tak bogat vir in šal in drugih obrazcev, ki so zelo popularni še danes. Čeprav nekako na to se naplastila potem ta mlajša posavska identiteta. No, diahrono lahko spremljamo razvoj, kako neka zbadljivka postane vzdevek. Ta lahko vmes postane hišno ime, torej ime hiše,
oziroma tiste družine, ki se potem prenaša iz generacije v generacijo, ta pa nadalje postane priimek, kot pač jih poznamo. Vmes je seveda mogoče tudi prehod iz hišnega imena v vzdevek, to je bilo zabeleženo na Gorenjskem, kroparskih vzdevkih, za Posavjem ti primeri niso znani, tako da če mogoče komu znan, kak ta recimo prehod iz vzdevka, pa potem v hišno ime ali pa celo priimek, bom zelo vesel dopolnila. No, posebna vrsta folklornih obrazcev pa so spet v tej skupini otroške zbadljivke, torej kako se otroci med sabo zbadajo, najpogosteje pač v vrtcu, v šoli, nekih teh skupnih dejavnostih. Omeniti velja pa še neko to uštevanje, ko so recimo odrasli kregajo otroke oziroma neke mlajše pri teh raznih nagajanju, prekrških. Recimo tukaj pišečki primer, Bog ti živi gor na slivi, smrkavec višivi. No, potem je pa še zadnja skupina, ki so kletvice. Zdaj, jaz se opravičujem, ko bom mogel par kletvic uporabiti, upam, da nihče ne zameri, ampak tako je gradivo. Zdaj, kako recimo etnološki leksikon opredeljuje kletvico, opredelijo tako, da gre za grobo, nespodobno žaljivo besedno zvezo ali pa besedo, ki po obliki in vsebini pripada tabuizirani leksiki. To se pravi, da je ta leksika z področja spolnosti, neke druge nespodobnosti ali pa blasfemije. Tukaj imamo navedene kurc ali pa pizda in podobno. Kletvice so torej zaradi tega družbeno nesprejemljive in dobro, večina ni v slovenskih slovarjih in pravopisih, to drži. Zdaj, uporabljene so seveda za žalitev nagovorjenca in na splošno izrekanje neke negativne sodbe. Lahko pa so uporabljene tudi kot pomensko izpraznjena mašila. Vemo, da včasih pač se kletvica uporablja samo zato, da se nekaj pove, ne da zares, da se koga užali. S kletvicami povezane so psovke, prej omenjene zmerljivke. Te pravzaprav z nekim tem dejanjem, z nekim tem neko to verbalno, pač besedno, jezikovno agresijo tega sogovorca pač ponižamo. Kletvica je pa pravzaprav neka nadgradnja. Gre za magično obliko, tako imenovano, in so pravzaprav pozvane še pač neke nadnaravne sile. Tukaj imamo primer, recimo kurc te gleda, pet hudičev, podobne. To so pravzaprav neki večji obrazci, daljši obrazci, ki zahtevajo vedno glagol, torej neko dejanje je zraven prisotno. Poleg teh mašil, ki sem jih omenil, torej ko kletvica ni zares kletvica, so pogostejši kot neki čustveni vzkliki, ti so lahko ali pozitivni ali pa negativni in izražajo čustvo govorca, posredno njegov odnos, vrednotenje tega nekega predmeta, na katerega se nanašajo, tudi recimo pri hvali. To je treba poudariti, jebem ti tole pa dober, recimo, ali pa mater sem utrujen, za neko pravzaprav stopnjevanje, neko poudarjanje povedanega. Zelo pomembno je tukaj poudariti skupino eufemizmov, ki predstavljajo posebno obliko kletvic in sicer nekako bolj ustrezne besede, ki nadomeščajo kletvice, torej so nekako bolj oziroma so pač bolj sprejemljive. Tako imamo take recimo eufemizme znane, klinc te gleda, sunce ti žarko, pismo, še pes te nima rad in podobne. Tako kot pri vseh obrazcih je ključnega pomena kontekst, to je okoliščine, kdo, kdaj in zakaj nekaj izreka. In s tem posledično pridemo tudi do omejitev kletvene rabe. Recimo, pogosto, že ko odrasli otrokom to rabo prepovedujejo, ko jo omejujejo, recimo nikoli ne smejo preklinjati v cerkvi, v šoli, mislim, da sploh nikoli, ampak še posebej je poudarjena so ta območja prepovedi, recimo cerkev, ali pa
Pri nas je bil zabeležen primer, da se nikoli ne preklinja ob kruhu, ko se rokuje s kruhom, sploh takrat, ko je recimo ta kruh svež, recimo dan iz peči. Pa seveda prepovedi odraslih pred odraslimi, da pač ne preklinjajo, ne, ko so v bližini otroci. Zanimivi so recimo obrazci, ki uvajajo tako popolno ali pa delno omejitev. Recimo pri severnem delu Posavskega narečja je zelo razširjen obrazec oblačenje ali pa oblači se, in s tem pravzaprav odrasli sogovorci pač signalizirajo drug drugemu, da je neka tema pač zašla na območje prej omenjene tabuizirane leksike, in s tem pravzaprav začnejo opozarjati, ali da se te temi izognejo, ali pa da pač govorijo o nekih kodah. Torej, ko se pogovarjajo o spolnosti recimo, pa so blizu otroci, ki bi lahko kaj nespodobnega slišali, uporabljajo potem nekako take izraze, s katerimi se pač izognejo tistim besedam, ki v danem kontekstu niso zaželene. Zdaj verjetno še kak, mislim, sem že naletel na podobne izraze v različnih narečjih, ampak recimo na Posavskem je bil zabeležen ta. Zdaj, to je nekako pregled teh, bom rekel, večjih skupin, ampak kakšni so nasploh izzivi zbiranja pa sodobne obravnave teh obrazcev? Težava je v tem, da so bili zelo dolgo časa ti obrazci pojmovani kot samoumevni. Recimo, ko govorimo o pozdravih, delovnih vzklikih, tako da se raziskovalci pa tisti, ki so jih pač zbirali na terenu, in niso zares posvetili, oziroma če so jih zabeležili, so jih bolj sproti, medtem ko so beležili drugo gradivo. Pomembno je tudi recimo samocenzura ali pa samo cenzura raziskovalcev in informatorjev. Tukaj je posebej na področju te tabuizirane leksike, ki sem jo omenil, torej teh nespodobnih obrazcev, kot so kletvice pa zmerljivke, pa do neke mere je vplival kriterij besedilne zaključenosti. Torej vedno se je poudarjal oziroma bolj raziskoval obrazce, folklorne enote, ki so bile večje, samostojna besedila, recimo uganke, pesmi, pripovedi. Vse te enote so bile bolj poudarjene, recimo pozdravi, vabni klici, pa ne toliko, ne. Zakaj torej sploh pozornost namenjati tem obrazcem? Prav zaradi tega, ker gre za nekako spregledano, torej neodkrito, nepopisano gradivo še, ki tudi tisto, kar je zbrano, ni interpretirano. Torej, v teh okoliščinah, v katerih je zbrano, se pravi, na podlagi teh praks, v katerih so uporabljeni. In to je zagotovo spodbuda za nadaljnji razvoj. To kažejo tudi, oziroma potrjujejo tudi dobre raziskovalne prakse, tako na drugih področjih v Sloveniji, kot recimo konkretno za te obrazce v tujini, ne. In s tem bomo pravzaprav dobili več natančnejših podatkov, ki bo uporabnih tudi za druge vede. Raziskava, ki je predvidena, je prvi stopenj nekako pač tisto običajno terensko delo, čeprav glede na trenutne razmere ne more biti kaj zelo običajno. Torej nekako je predvidenih 50 informatorjev, za prav toliko narečnih govorov, oziroma narečnih govorov bo verjetno malo manj. Trenutno pač imam pregled nad zbranimi obrazci za 19 narečij. V drugi stopnji se bo potem, ta bo kar kmalu, se bo pravzaprav prekril nas prvo, vzpostavil javni spletni vprašalnik. Ta bo dostopen vsem, ki jih bo zanimajo ti obrazci, da bo lahko pač prispevali nekaj svojega gradiva, iz svojega narečja, iz njihovega domačega okolja. Tretja stopnja bo potem pravzaprav ta najzahtevnejša, pri kateri bo treba vse te dejavnike in druge po različnih kriterijih, dejavnike upoštevati, ko bomo to pač gradivo razvrščali pa urejali. In potem bo pravzaprav šele mogoča neka podrobna analiza in interpretacija teh rezultatov. Kako pravzaprav v tej raziskavi zbirati in kaj? Zelo stroge omejitve na to, pač, da zbiramo samo folklorne obrazce, ni, ker se zbira širše vse, kar je pravzaprav zanimivo za recimo etnolingvistiko.
torej vse, s čimer si lahko pač pomagamo, da nekako v tem konceptualnem smislu tolmačimo to gradivo, ga interpretiramo, da vidimo, kako pravzaprav kako funkcionira v tem življenju, pač vsakdanjem našem. Tukaj v to skupino širšo sodijo hišne imena, vzdevki, tako za, ne vem, skupine ljudi kot za posameznike. Tudi imena za živali, recimo, so pomemben nek dejavnik, ne, ki jih ta zbiramo recimo v okviru pridobivanja delovnih ukazov za živino, ne. Pa tudi frazemi, s katerimi se bolj ukvarja strogo jezikoslovje, torej frazeologija. Pa tudi na tipe folklornih obrazcev ni omejitev. Pogosto se najde zanimivo gradivo med pregovori, ugankami, šalami. Te enote so pa tudi pomembne za potem interpretacijo pridobljenih folklornih obrazcev. No, pomemben bo tudi seveda zapis podatkov o uporabnikih, torej o narečnih govorcih, podrobnem kontekstu v kraju, kjer se uporablja. In zaenkrat je ta slika videti takole, z 19 recimo točk, ki sem jih omenil, so te točke označene na zemljevidu slovenskih narečij. Zdaj, kaj bo omogočilo novo gradivo, je pa pravzaprav določitev razširjenosti, ki je nek obrazec razširjen. In tukaj bo potem, ko bo pravzaprav opremljeni z vsemi temi podatki, mogoče ločevati, zdaj, kaj je nek vzorec pač posameznikov, njihovih družin in potem dejansko zares tistih ustaljenih vzorcev oziroma obrazcev, ki so uporabljeni v neki skupnosti. Pri tem je pomembno poudariti, da je razlika med obrazcem v narečju in pa narečnim obrazcem. Torej, če je nek obrazec samo prisoten v narečju, seveda tja sodi in je pač tam sprejet v tisti skupnosti, ni pa nujno, da je tam nastal, ne. Torej, če pa nek obrazec narečni, torej, da od tam izvira, je pa pravzaprav značilen samo ponavadi za tisto območje. In pravzaprav tudi, ko dobimo recimo podatke iz več različnih območij, potem lahko vidimo, ne, ali se je nek obrazec prenesel tja, oziroma drugam, pa zakaj se je prenesel, če se je. Zdaj, natančno bo mogoče z novim gradivom orisati žanrske meje, torej te žanre, ki sem jih omenil, recimo vabni klici, delovni vzkliki in podobno, bojo pravzaprav natančne meje mogoče postaviti šele z novim gradivom. S tem bomo pravzaprav lahko tudi prepoznali in interpretirali, kako se ti obrazci spreminjajo. Vedno je pač trenutek vzpostavitve obrazca, ko recimo se nek obrazec začne uporabljati v skupnosti ali pa recimo tja prevzeti, ne. In potem, zakaj se v tej skupnosti ohranja, tudi to je pomemben podatek, ne. Pomembni vplivi, ki bodo tukaj upoštevani, so pa seveda tudi vplivi medijev, tehnologij, popularne kulture. Na jezikovni ravni je predvsem viden vpliv knjižnega jezika. Kaže pa recimo primer iz družabnih omrežij, da gre pravzaprav za zelo nekako priljubljeno temo. Kdo spremlja recimo ta spletišča spletišče Instagram, torej omrežje, ve, da so pač zelo popularne skupine, kjer se zbira narečno gradivo, recimo skupina Štajerski argo, pa tudi Posavščina, mislim, da obstaja, kjer pravzaprav lahko kdorkoli prispeva neki izraz, ki se mu zdi za pač njihovo narečje, bomo rekli, tipičen, zanimiv iz pač takšnega drugačnega vidika. In pravzaprav nastajajo neke zbirke samoiniciativno, objavljajo se celo knjige teh pač ljubiteljskih raziskovalcev in to kaže na nek interes, ki ga pač ne gre zanemariti in s katerim pač lahko raziskovalci veliko pridobimo. Navsezadnje bo pa to gradivo omogočilo tudi, da se pač umaknemo, nek odmik, premik od teh stereotipnih predstav, da gre za obrazce, ki so pravzaprav vezani in značilni predvsem na podeželski svet in narečja in bojo mogoče spodbudili razmislek k temu, da gre navsezadnje le za vse prisotne obrazce, ki niso pogojeni na okolje
niso pogojeni z okoljem, v katerem se pojavljajo, ampak so pač lahko kjerkoli. In s tem bi nekako zaključil predstavitev. Tako da za vsa dodatna vprašanja, pobude in predloge, kakor se pač ne bojo zelo razvili z vprašanji oziroma z diskusijo, mi lahko pač pošljete, bom zelo vesel. Sicer pa se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala. Najlepša hvala. V klepetalniku sta že 2 predloga, tako da lahko si to pogledate, pa komentirate. Potem bomo pa odprli, da se kar prijavite, pa poveste. Ja, no, to so recimo primeri. Tudi, ja. Zdaj, seveda je treba tukaj pogosto reči, recimo, da tukaj je težava, seveda, kaj je folklorni obrazec, pa kaj ne. Prej sem omenil, pomembna je ta ustaljenost. Se pravi, da vsi v tisti skupnosti poznajo, uporabljajo in da se vedno uporablja v bolj ali manj nespremenljivi obliki. Tako da pa seveda mora biti pa prisotno neka ta preomenjen pomenski prenos, torej gre za neko metaforo, ali pa pravzaprav neka retorična figura, da je spremenjena oblika, da obrazec ni tak, kot so ostale jezikovne enote v nekem narečju. Se pravi, za recimo to omejitev, ko se nekomu reče, da je nehi, gre v bistvu za navadno izjavo, del vsakdanje komunikacije, ker ni nobenega pomenskega prenosa pa figure. No, prvi primer pa verjetno je, zdaj jaz ga v narečju ne znam prebrati, ker ni z mojega narečja, ampak ja, prvi primer bi verjetno bil obrazec, ja. No, pomembno pravzaprav to, da je ta izrek postal v širšem prostoru, v širšem prostoru krajevne skupnosti, recimo, praktično izreka oziroma praktično se je udomačil. Postal je navada za kadarkoli in komorkoli. Reče, pa bo žugo žrl, Tako da ni iz tistega izreka samo ostalo izrek enega, pa to je pa ta rekel, ampak to je postalo pravzaprav že kar žargon, Hvala. Sej smo imeli tam tudi mail, če se kdo še kaj spomne, lahko kaj pošlje, ampak zdaj je pravi čas še za kakšno podobno vprašanje, da si tudi mogoče bolj jasno predstavljamo, kaj se upošteva, je tako. Irena, ti si. Tako še jaz sem, hvala Roku za to lepo predstavitev. Še enkrat čestitke za doktorat, se pravi, ko sva se spoznala, je bil še študent. Vse sem še vedno. Ja, skoraj ste že doktor, ko vas poslušam. No, jaz sem pripravila iz naše vasi, jaz sem z Mosteca in sem pripravila par takih obrazcev, vi jih boste pa popredalčko kam prestodi, ali pa pač ne. Enega imam zelo aktualnega, ampak je naša vas posebej zaznamovana s tem, da bi te koga vzela, ali pa da bi te koga vzela. In kot veste, imamo cerkev v zahvalo za preživetje 3 družin, samo 3 družin v vasi, iz leta 1767. Ampak nekaj podobnega, potem pa, da bi te Pingra vzela. Ne vem, če to poznate. Ne, te pa ne poznam. To naj bi bila neka, po mojem razumevanju, neka zla ženska ali pa neka čarobnica, ne vem, kaj natančno, To je eno, potem pri nas je znamenit tudi Brod na Savi in tam imamo en klic, s katerim včasih ni bilo pač mobitelov, ni bilo ničesar in tisti, ki je zavil do Brodnika, recimo zvečer, da Brodnika več ni bilo pri Brodu, sicer je vozil ves dan, neprekinjeno, brez urnika pravega, in če ga zvečer več ni bilo, tisti, ki je prišel s Kranjske strani, je klical hop! Torej ne hoj ali, ne vem, pridi,
pridi Brodnik, ampak so klicali hop, in to se je slišalo nekaj 100 metrov daleč v vas, ker Brod ni povsem v vasi, ne, na koncu vasi ali pa na začetku, in se je slišalo in je Brodnik prišel, torej ni bilo telefonov in so na ta način pridi pome, je pomenil ta hop z dolgim ojem. Pol imam še enega, za dolgočasnega človeka so recimo rekli, da je pišava, tako kot neka pustota ali pa Puščoba, ja. puščoba, ne, nekaj takega, ampak po naše je to pišava. Potem za kakšnega nič vredneža so rekli tudi, da je stradl. Čeprav to ni pomembno, da strada hrano, ne, da je lačen, ampak da je stradl, tako nič vreden. Še bolj je to opredelilo ne še nič. Torej, to je kot niče, ne kot nihče, ampak ne še nič, ti si en ne še nič, s tebe ne bo nič, ne, v tem smislu. Ali pa ti si za nikomer. Ne, ni bilo nisi za nikomer, ampak ti si za nikomer. Ne, to je tako malo kontradiktorno. Potem o govoru, ne klati, ne govori, ne klati. Potem je bilo pa takole, klatiš ali pa pominaš se, ko bi po korušči vozil. Ne vem, če veste, kaj je korušče, to so tisti koruzni štrcli, ki ostanejo na njivi, potem, ko posekajo koruznico, ne. Pominaš se, ko bi po korušči vozil. Potem tisti ajd gremo, ko ste rekli, da je iz hrvaščine, ne, pri nas je to vedno pomenilo ajd gremo delat. Nikoli ajd gremo na pijačo ali pa ajd gremo plesat, ampak ajd gremo delat. In tisti, ki so se priselili v vas ali pa prišleki, ne, ki so možje, žene, snahe in tako naprej, so bili vedno nekako nejevoljni, ko so jim rekli ajd gremo, ker so vedno čutili, da jih priganjajo k delu, češ, ne, kaj si len, dej, ajd gremo, ne. Torej, to ni bila dobrodošla beseda. Potem imamo pa ene zmerljivke, recimo v naši krajevni skupnosti ali pa v Fari Dobova, kamor sodi Mostec. Vsaka od 9 vasi ima svoje ime oziroma prebivalci te vasi imajo svoje imena. Recimo v Mihalovcu so Bosarji, ker so hodili bosi, ne, in to je nekako kot zmerljivka, ne. Čeprav imamo mi na Mostecu, ne, pa ne razumemo to kot zmerljivko, pri nas je pa to pohvala, smo pa poštirkanci, ker smo menda bližje mestu in se bolj fino nosimo, čeprav vam moram povedati, da se nimamo zakaj bolj fino nositi. Potem v Selah, pa nisem čisto prepričana, Sela ali Rigonce so pa drotarji. V Gumbnici so imeli na mesto gumba kar drot, torej tisto žico so imeli prevezano, ne, za silo je bilo tudi tisto dobro, če ni bilo gumba, ne. V Ločah so sakci, ker so lovili saki, ribe so lovili, ne. Potem v Mihalovcu so Bosarji, smo rekli, potem je pa še ena taka, še malo bolj čudna, to pa gospa Stanka Glogovičeva vedla, veliki in mali obrež, ne, veliki obrež groz pizdukarji, mali pa si lahko predstavljate kaj, ne. Tako da to je to, najbrž bi se našlo še kaj in upam, da bo kaj od tega vam prav prišlo. Takole, zahvaljujem se. Super, mislim, ja, to je zelo značilno, kar se tiče teh vzdevkov, ki sem jih omenil, pa se tudi zbirajo, čeprav ne gre zares za obrazec, gre pa za neko poimenovanje, ki kaže odnos do tega, ponovadi odnos, kakršen je bil, v nekem obdobju med različnimi vasmi, ne. Vedno je bila ena vas bogatejša kot druga, vedno so imeli nečesa več, ali je bilo, ne vem, ali je bilo gozda, ali ne vem, neke dobrine, po kateri so bili pač znani. Lahko je bila ena vas višje, nižje, vedno so se vzpostavljala ta razmerja. Zdaj, po naravnem in po tem, kar je v bistvu del kulturnega. Tako da, mislim, ta praksa tega podeljevanja vzdevkov med vasmi je kar razširjena po slovenskem prostoru, pa je zanimivo, med dubovskimi vasmi očitno tudi obstaja ta navada. Ja, tradicija. Ja. Mi se radi nasmejimo pač še v današnjih časih.
Ja, je pa zanimiv ta vzorec, recimo, ko se kaže, da bi te, ne, da bi te kuga vzela, da bi te hudič vzel, ali pa neko bitje nadnaravno, ne. Tukaj gre v bistvu za tiste magične obrazce, o katerih sem prej govoril. In pravzaprav človeka, uvodoma sem omenil pri živalih, ne, da se jo pač pošilja k lastniku oziroma gospodarju. Za ljudi, ki se nam pa zamerjajo, gre za pač neko zamero, je pa pravzaprav ta čustveno to stopnjevanje pa toliko močnejše, ne, in pravzaprav se človeka s tem, o tem piše Saša Babič, pravzaprav izniči, ne, pošilja se ga tja, od koder je prišel, ne. To je najpogosteje vidno v kletvicah, ali pa recimo, ne, če ga ne pošiljamo tja, pač na kraj izvora, od koder je prišel, ga pošiljamo v nič, ne. Torej nekam, pač, kjer ga izničimo, tako da pravzaprav ali ga tja odpelje hudič, ali pa recimo kuga, se pravi posledično smrt, ne, mi je pa verjetno vseeno, ne, tismo, ki to izreka. Samo da bi bilo pač čim huje, ne. Je pa zanimivo, kako se potem recimo neki ti dogodki, ki so, o katerih že, mislim, katerim že lep čas nismo mogli biti priča, kot je recimo kuga, še vedno so pravzaprav živi, ne, v jeziku, in kako pravzaprav slikajo to kulturno zavest, ne. Ker kuga je precej razširjena v tej obliki. Da bi te virus vzel zdaj, ne? Ja, mogoče bo, če se čez nekaj let rekli tako, ja. Da bi te korona komu. Najlepša hvala. No, da premostimo do naslednjega pri poimenovanjih, ne, recimo nekih teh, oziroma razmejevanjih regionalnih, se vedno pač uporabljajo različna imena in recimo v sodobnosti zdaj imamo spet pogovore, o katera regija, kam, koliko regij in tako naprej, ne. In velikokrat se potem ravno znanost ali pa pač neka dognanja iz etnologije, etnografije, folkloristike in tako naprej uporabi za dokazovanje ali pač neko območje ima to svojo istovetnost ali pa nima, ne. Mi zdaj recimo si sploh ne želimo imeti niti trohice zasavske istovetnosti, ne, zato ker nekako ne želimo spadati k Zasavju, ne. Je tako, ne vem, boste tisti, ki smo iz našega območja rekli, da imam prav ali pa ne, ne. Ampak hkrati pa ravno kdaj so nastale recimo te regionalizacije v tem smislu in recimo vedno se sprašujemo, ne, ker imamo močno štajersko, kranjsko istovetnost tudi, ne, kako smo zdaj to premrežili še s posavsko, zasavsko in vidim, da tudi v jeziku oziroma tudi v teh obrazcih folklornih nekako se temu sledi. No, eno tako mnenje, ne, ker ste tudi Posavec, pa da vidimo zdaj, kje smo, da še malo na to politično polje stopimo, ker vedno pač se to prepleta, se temu ne moramo izogniti, ne. V bistvu je tukaj res več teh kriterijev, po katerih se da stvari presojati. Na koncu so pa vedno ljudje tisti, ki se pač čutijo, ne, pač ta identiteta je pomembna, pripadnost, kot ste rekli. Zdaj, celoten pač desni breg Save, ne, torej kranjski del, je pa še čez, ne, se pravi na Štajersko, je bilo nekoč spada na tudi pač dolenjsko narečno plosko, ne, pravzaprav se je govorilo dolenjščino, ne bi rekli, zdaj tako poenostavljeno zelo. Ampak danes se pa pravzaprav tudi na desnem bregu Save, to je recimo, jaz sem iz Boštajna, pa tudi tisti del potem tja vse do recimo Krmelja, se ta del vrst sodi pač glede na dialektologijo pa raziskave narečij, sodi k štajerski narečni skupini, ne. Torej po govoru, kako govorimo, pač na žalost ne spadamo tja, ne, se pa seveda je prisotna ta, bom rekel, starejša delitev na Kranjce in Štajerce. Recimo na terenu sem veliko zbral pripovedi o tem, od pretepov do nekih strašnih družinskih zamer, ko se, ne vem, nekdo poročil Štajercem ali pa
Štajerko na naši strani, pa obratno na drugi. In je na to vse gor, kot sem prej omenil, pa se je pa naslovila ta posavska identiteta, zdaj, ki je pa, rekel, bolj prisotna v moji generaciji. Je malo bolj združevalna, ampak zgleda bo se zdaj mogoče vzpostavlja pa novo posavsko-zasavska, ne vem. To je vedno pač stvar, kako se pravzaprav potem ti dejavniki od zunaj, ne, kako oblikujejo našo identiteto skupaj s tistimi pač od znotraj skupnosti. Jaz mislim, da se v nobenem primeru ne bo kaj veliko spremenilo, ker pač najmočnejša je tista, ki je pač kulturna, ne. Kulturni dejavniki bojo verjetno vsaj pretehtali na koncu, ne pa politični tok. Čeprav seveda ne, je pa povezan recimo ta oblikovanje, ki sem ga preomenil na reči, je bil povezan s tem pač, kam so ljudje migrirali. To je mogoče ena stvar, ki nisem toliko poudaril prej, ampak industrijska središča so zelo pomembna, ne. Kje so pravzaprav, na katerem bregu so industrijske cone, ne vem, če gledamo Sevnico, Krško, Brežice, ne, pač navzdol, ob Savi, vedno so k tem središčem ljudje migrirali in potem nazaj domov, ko so se vračali, nosili tisti jezik, tisto narečje, ki so ga pač tam čez dan na delu slišali, ne, pa tudi uporabljali in pač prilagajali se temu. Tako da je, recimo, tak gospodarski dejavnik. Sem še to bom komentirala, to je zelo zanimivo tudi pri fenomenu nuklearne elektrarne Krško, ki je v bistvu dvo- in trojezična, ne. Enkrat bi bilo dobro na tako raziskavo narediti, kako te ljudje govorijo, no. Jaz sem recimo možak in res ogromno prinese teh vzorcev različnih in to me tudi izjemno zanima v neki prihodnosti. Nimam tega znanja, tako da imate drugi, ampak ravno ne ta gospodarski, ne, ki se v bistvu potem gre široko. Pustimo, mislim, da je mentorica želela nekaj povedati, ker ima vklopljen mikrofon. Ja. Najprej čestitam Roku, res, ki je tako jasno in tako lepo artikulirano predstavil celo paleto teh folklornih obrazcev. Jaz verjamem, da je marsikdo se tukaj tudi začudil, koliko teh različnih vrst je in koliko teh funkcij. To so stvari, ki jih drugače skoraj da ne opazimo v vsakdanjem življenju, so pa vse skozi navzoče, ne. In poudarila bi tudi velik pomen tega, kar bo Rok naredil v svoji raziskavi, to je sistematično zbral na terenu med ljudmi gradivo. Namreč prav to gradivo nam na Inštitutu recimo za slovensko narodopisje, pa tudi v drugih ustanovah ga ni, da bi na njem lahko naredili posamezne raziskave z različnih vidikov, Je veliko tega arhiva, ampak je znotraj drugih, recimo folklornih žanrov, med pripovedmi, med recimo etnološkimi opisi raznih del, obrti in tako naprej, ampak tako, da bi bilo nekje na enem mestu, tega pa še ni in to bo Rok naredil. In še v mojem imenu tudi se obračam na vas, če se boste lahko potrudili pa izpolnili ta vprašalnik in tudi mogoče etnološko društvo bi morebiti lahko obesilo ta vprašalnik na svoje spletne strani in pozvalo naše člane, morda se bo našel še kdo, ki ga bo ta tema zanimala in bo prispeval kaj iz svojega kraja, ker na ta način čim bolj raznoliko bo gradivo iz več krajev, kot bo prišlo, lažja bo tudi klasifikacija in druge stvari, ki jih bo na tem gradivu poskušal raziskati Rok. Tako da hvala lepa, pa mogoče še kakšno vprašanje pa komentar ali pa primer. Hvala lepa. Se bomo potrudili, in pomagali. Rok, kakšen odgovor oziroma kakšen komentar? Bom vesel res se odzival, Sicer zdaj, pač, kot sem omenil, ta prva faza je zaenkrat pač pomagati tudi študenti ljubljanske filozofske fakultete, ampak mislim, res bo zaželen odziv, predvsem v teh razmerah, Saj
vedno je pač dobrodošlo, kadar se domačini odzovejo pa prispevajo kaj iz svojega okolja, ampak zdaj pa res je teže, ne, hoditi okoli po terenu. Ponovadi so informatorji starejši ljudje in trenutne razmere so res delujejo proti temu, no, da bi se lahko neovirano zbirali gradivo na terenu. Bom pa seveda pravočasno sporočil, no, ko bo pripravljen tudi ta spletni vprašalnik, ker mora biti v neki prijazni obliki zastavljen, da ga je enostavno izpolnjevati, pa da lahko človek se pravzaprav med izpolnjevanjem čim več stvari spomni, ne. Pa seveda, če bo pa kakšna možnost terenskega dela v živo, pa seveda tudi imenitno, no. Hvala lepa. Imamo še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Tudi jaz sem pozabila čestitati, ne, da to odlično predstavitev, predavanje, ki bo res, tako kot je rekla Barbara, tudi za nas nazorno, ne, kar se mi zdi tudi pomembno, da se ta znanost nam približa, ker je potem seveda, ne, jo še majčkeno bolj spoštujemo in uporabljamo tudi, ne. V muzeju smo ravno tudi pregledovali oziroma spraševali našo kolegico doktorico Ivanko Počkar, ki je res ogromno terena opravila, ne, ampak je rekla, tako kot je rekel Rok, da v bistvu to niti ni bilo nekaj, kar bi se ona posebej zanimala, ne, tako da bo Rok dobil polno kaset in bo lahko z temeljitim poslušanjem in veliko ur potem tudi z tega gradiva, ki je izluščen. Verjamem, da v večini muzejev, ne, nekako na zelo podoben način smo delali ali pa še delamo, ampak je pa res, da tem je ogromno, ne, in da je na koncu veliko dela prav za vse in še za koga. Ja, mogoče še ena recimo zanimivo, no, izkušnja. Včeraj sem se potem pogovarjal tudi z Davidom Križmanom, ki je poučeval na osnovni šoli v Pišecah, zdaj pa na gimnaziji Želimlje. Pa mi je tudi poslal pravzaprav, ne vem, nisem ga povsem dobro razumel, se moramo še pogovoriti, ampak če izbiral samoiniciativno, torej sam doma, iz lastne neke želje, ali je bilo to pravzaprav koordinirano na osnovni šoli v Pišecah, ampak mi je poslal kar zajeten seznam, no, teh raznih od pregovorov pa do frazemov, nekih izrazov domačih, ki se uporabljajo in nekaj sem jih tudi uporabil. In ja, zanimivo je to, ne, da interesi med ljudmi, ampak potem nekako najti te ljudi, pa jih zbrskati, pa jih pravzaprav privabiti na plano, da delijo te svoje zapiske, pa to, kar so prej recimo opazili, je pa kar izziv. Ampak ja, jaz sem optimističen, tako da mislim, da bo kar v redu. Dobro, hvala. In mogoče še kakšna misel, vprašanje? Če ni, imamo seveda možnost kontaktirati našega gosta osebno, ne, ali preko ZRC SAZU, kjer nam je dal tudi elektronsko pošto, ali pa če to izgubite, pa se kar na nas obrnite, pa bomo mi posredovali. Tako še kakšen aplavz, tudi jaz sem prej to naredila, res najlepša hvala. Še nekaj bila, Alenka. Prosim. Prej sem slišala, do poroke bo že v redu, ne? Sem to bi rada pripomnila, to je seksistično, prosim, lepo. To se reče, do doktorata bo že v redu. Dobro, hvala lepa za to zaključno pripombo, misel. Mi pa se res zahvaljujemo Roku, no, za ta čas in želimo srečno na tej poti naprej. Kdaj mora biti doktorat zaključen? Se šele začel, ne da? Ja, račne v rokih, pa v datumih, pa kasneje. Ampak evo, recimo v 3 letih dobrih, no. No, se bo, tako. Če bomo pa mi kaj pripomogli, bomo pa tudi v bistvu veseli in ponosni. Tako da jaz se vam zahvaljujem za pozornost, vidim, da je z nami že naša naslednja predavateljica Sara Čosič. Maja smo že določili datum, ne vem, ampak smo, 13. maj, je tako? Ja, vas bomo povabili na novo predstavitev. Temo bomo pa še kar zdaj malo, ne, Sara, boš povedala temo ali...
Ja, lahko povem, lahko ostane skrivnost. No, pa lahko malo. Ukvarjali se bomo pa v bistvu, sem študentka zgodovine in etnologije in na seminarju sodobne zgodovine sem imela pač seminarsko nalogo in v bistvu sem raziskovala vpliv osamosvojitve Slovenije pa vpliva vstopa v Evropsko unijo na Brežice, no. In bomo na celotno Slovenijo, malo pa samo pač na lokalni ravni, no, povedali. No in to bo tudi del našega projekta posvečenega prelomnicam, kjer bojo kuge imele tudi svoje mesto, pa tudi osamosvojitev, da bom zdaj še tako rekla. Hvala lepa, ampak dobro, res najlepša hvala, Roko Mrviču, srečno, ne rabite veliko sreče, ampak predvsem veliko zdravja in dobre volje in zagnanosti in energije, ne, in vsega najboljšega na tej poti in hvala, da ste ta večer pa bil naš gost in se veselimo še srečanj z vami in tudi z vsemi, ki ste bili danes tukaj, tako na Facebook naši strani Posavskega muzeja Brežice, kot v živo na tej platformi Zoom in potem seveda tudi vsi, ki boste si ta posnetek ogledali na YouTube kanalu našega muzeja. Lep večer.